Dober večer, v oddaji Župan z nami in seveda z vami župan občine Mozirje, gospod Ivan Suhovršnik. Dober večer želim. Dober večer vam in seveda vsem gledalkam in gledalcem, ki bodo naju spremljali. Povejte nam, gospod župan, leto se izteka. Kakšno je bilo za občino Mozirje? Naporno, stresno, pestro? Vsega po nekaj. Ja, res, leto se izteka, kot že vrsto let. Lahko bi pa rekel, da je bilo vsega po nekaj. Smo načrtovali, smo delali, smo ustvarjali, kar nekaj nam je gratalo, nekaj ostane pri načrtih oziroma za uresničitev kdaj pozneje. Vedno pa je tako, da ne gredo zadeve recimo tako na hitro, tako enostavno, pač včasih se malo zakomplicira, potrebno je več pozornosti, razgovorov in tako dalje. In tudi finančno nekako zlasti te relacije z državo vam v letu 2016 niso bile naklonjene, ni bilo niti recimo evropskih sredstev, razpisov. Skratka, morali ste biti kar dober gospodar, če ste hoteli karkoli narediti, a ne? Ja, tako je. V Mozirju smo imeli pred leti proračun velikosti tudi prek 5 milijonov. Zdaj smo tam okrog 3 milijone 200, 3 milijone 300, pač zaradi tega, ker dobesedno razpisov ni. Kako dobre so bile pravzaprav tiste regionalne spodbude, ki so bile pred leti. Mi smo v Mozirju takrat veliko postorili, naj bo glede infrastrukture, urejali smo trg, urejali smo mozirske trate, uredili smo povezavo med Mozirjem in Goltem. No, zdaj v zadnjih letih pa res nekako čakamo, bo kaj, ne bo kaj, župani se skupaj dobivamo in nekako vseh beseda je, da vendarle nekaj bo treba postoriti tudi v odnosu do države, ali bodo nekako ta sredstva, ki so na razpolago, vemo, da jih je pravzaprav veliko, zlasti za vzhodno regijo, pokoristila ali se ne bodo, ampak zdaj nekako bolj res slabo kaže in tisti večji projekti, kateri bi se lahko odvijali in hitreje in pa mogoče še boljše, se nekako odlaga, ker pač ni evropskih sredstev, ni državnih sredstev, sam proračun pa je, kolikor je. In verjetno tudi zadolževanje ni tisto, s katerim bi potem te stvari reševali, vsaj ne tisto pretirano, a ne? Ja, mi smo se zadolževali pred leti za določene projekte, ko smo recimo prav urejali mozirsko trško jedro, smo nekaj kredita, pa tudi ko smo to povezavo med Goltem in pa Mozirjem in pa seveda za športno dvorano, ampak to je bilo tam v letu 2008-2009. Zdaj imamo tega kredita približno okrog 600-700 evrov na prebivalca, kar se mi zdi, da ni pretirano. Seveda pa se bomo poslužili v prihodnje, ker imamo tudi načrte, projekte, da se bomo tudi še kaj zakreditirali. Gre pa za dolgoročne zadeve, ki nam ostanejo in za tako stvar tudi občinski svet nekako kar sprejme, če vzamemo kredit. Kako aktiven pa je sicer občinski svet ali drugače, koliko ste znotraj med seboj homogeni, povezani, če vemo, da ste pač nekako vendarle sestavljeni iz različnih predstavnikov, iz različnih političnih strank? No, moram reči, da v Mozirju pri občinskem svetu 13 svetnikov je, ne pride veliko do izraza to strankarsko življenje. Mogoče še od začetka po volitvah, pa tudi ne preveč. Mi smo ta razvojni program za občino Mozirje skupaj sprejemali že pred leti, nekako tudi obnavljamo in nekako se vidimo v vseh teh projektih, tako da skoraj da ni projekta, kjer bi prišlo do kakega preglasovanja. Tudi zdaj, ko bomo sprejemali proračun za leto 2017, v katerem so glavne zadeve, bo zadeva šla soglasno skozi
prepričan sem, ker smo imeli že prvo branje, ker so vsi odbori že obravnavali kar dvakrat to zadevo. In jaz se zavedam, stranke morajo biti, demokracija je, ampak da bi pa bilo kakega nagajanja, pa praktično ni. Nenazadnje tudi sam se zavedam, da kot župan meni kot politik mi ne leži. Jaz sem prepričan, da občani bolj nekako pričakujejo, da se vendarle projekti uresničujejo, da se dela, da se zadeve ne bodo pri vrtcu, pri šoli, pri knjižnici, pri društvih in tako dalje, da je nekako to urejeno, naj bo to financiranje, naj bodo razni pogoji. To je nekako tisto, kar občani pričakujejo, verjetno bolj, kot pa to, v kateri stranki sem ali nisem, ali delujem v tej stranki ali oni in tako dalje. In kljub finančno zahtevni situaciji ste uspeli realizirati nekaj pomembnih investicij. Če začneva pri enem izmed vaših naselij, kar nekaj jih imate, v Lepi Njivi imajo zdaj lepo urejeno cesto, nov most, dolgo so čakali, pa so zdaj verjetno toliko bolj zadovoljni. Tako je, no, na Lepo Njivo ta cesta je bila že dalj časa v programu, ampak ker se je nekako računalo, da bomo mogoče s projektom obnove Letošča tudi to cesto sanirali, ampak to je nekako se prestavilo, zaenkrat je padlo in nujno potrebno je bilo, da smo pristopili k tej sanaciji ceste. Seveda bilo pa prej potrebno zgraditi nov most, da je bilo tukaj, mislim, da kar 13 ali 14 propustov, potem smo tudi traso nekaj spreminjali, tako da občani so zadovoljni s tem projektom. Res pa je, da nismo letos to naredili, finančno pa nas to bremeni v letu 2017. Bilo pa še nekaj takih projektov, za katere sem prepričan, da je res Mozirje pridobila, pa občina Mozirje nekaj pridobila na tem. Naj bo to Ločki jez, ki je dolgo nekako taval v teh državnih programih in pa seveda tudi občina je bila pri tem soudeležena, namreč projektna dokumentacija je bremenila občino. In ta zadeva je bila, hvala Bogu, končana v tam pomladnih mesecih, hkrati pa se je uredil tudi nasip ob reki Savinji. Tako da glede poplavne varnosti, jaz mislim, da smo nekaj na boljšem, hkrati pa tudi zdaj v zadnjem času se ti vodotoki malo urejajo, naj bo to na potoku Ljubija, Mozirnici, tudi na Trnavi bo nekaj in pa v Lokah, tako imenovani Žagarjev graben, ki tudi včasih malo nam kaj zagode. No, druge zadeve pa tudi pomembne, recimo so bile prehod za pešce in pa pločnik tukaj pri Šolski ulici. Namreč tam je bilo, mi smo načrtovali, da bi se uredilo novo krožišče, ampak so rekli modri možje na Direkciji za ceste, da zaenkrat to še ni potrebe. Potem uredili sta se dve avtobusni postaji tukaj v Ljubiji, pri Cinkarni, tudi tukaj projektno dokumentacijo vodila je občina. Zdi se mi, da je luštno nekako izpadlo, da se je to uredilo in da je bilo pravzaprav to tudi nujno potrebno. Potem med letom so sanirali se določeni plazovi. Vsako leto vsaj nekaj posaniramo, recimo imamo kar velike probleme s cesto proti Goltem. In letos je pri Beli peči, to je tista zadnja rida proti Goltem, je šel veliki plaz. Nekako, jaz sem prepričan, da sicer založiti je morala to občina Mozirje, prepričan pa sem, da bomo nekako v prihodnjem letu nekako tudi dobili povrnjeno od države. Hkrati se je saniralo še nekaj plazov tukaj na Lepi Njivi, tako da dela praktično ne zmanjka. Ko ste omenjali to protipoplavno varnost pa plazove, občina Mozirje je bila kar ena izmed tistih občin, ki jim narava pravzaprav ni prizanesla, celo drugače, ki ste bili v zadnjih letih zelo prizadeti, pa ujme, pa razna toča, nevihte, neurja. Skratka, kar
če rečeva Tako po je. domače, kratko ste potegnili, a ne? Prvo je bil žled, ki nam je naredil ogromno škode. In takrat so res vsa čast prostovoljnemu gasilskemu društvu Mozirje, ki so resnično se aktivirali in so takrat nekako čistili te poti in pa razne druge zadeve. Potem je bila, pred leti je bila toča, nam je uničila vse strehe, kjer so bile salonitke. Tako je bila ob podružnični šoli, osnovna šola, vrtec, zdravstveni dom. Povsod smo nekako v enem letu morali to zadevo sanirati. Res, da smo nekaj dobili povrnjenih sredstev preko zavarovalnice. No, potem pa ti razni plazovi. Zanimivo, da je Mozirje kar plazovito, zlasti tukaj Leponivski del, pa potem tudi Brezje in pa proti Goltem. Seveda, če je v nevarnosti infrastruktura ali pa tudi stanovanjski objekti ali kaj podobnega, tam je pač potrebno hitro pristopiti k sanaciji. Res pa je, da imamo tukaj že kar nekaj izkušenj. Če je zadeva toliko problematična, čim prej treba pripraviti projekt, prijaviti to zadevo na MOP in pa potem nekako čakati. Saj ni prvo leto, je pa mogoče drugo ali tretje leto in na ta način smo v zadnjih letih kar veliko postorili. Tudi rešili na ta način 2-3 stanovanjske hiše. Kar nekajkrat ste že omenili Golte, verjetno je občina Mozirje prav posebno navezana na ta konec, na to lepotico, če tako rečeva. Ampak nekako pa znotraj te skupnosti občina, Zgornje Savinjske doline, pa tudi Velenje in ostali, niso bili nekako najbolj navdušeni, da bi še vedno podprli poslovanje, ki pa na Golteh ni najboljše. Vi ste nekako v enem drugem položaju. Ja, res je, da ta dokapitalizacija ni šla, zdaj je tisto dovoljeno, ni dovoljeno in tako dalje. Zadeve so se malo preverjale. Res pa je, da če komu občini Mozirje ni vseeno, ali se na Golteh kaj dogaja, pa naj bo to v poletnih mesecih, zlasti pa v zimskih, ali pa ne. So pa te Golte, lahko rečem, v zadnjem času so se prijele. Recimo v letošnjem letu, poletje, ko je bilo kar lepo, je bilo veliko obiskovalcev. In mogoče je bila še malo napake, da še bolj se ni to izkoristilo. Bil sem večkrat na Golteh in v teh lepih dnevih, pa mogoče zlasti pri 3 plotih, ker bi bilo vendarle dobro, da je bila koča odprta, da bi se tudi kaj ponudilo, pa žal ni bilo. No, v zimskem času pa mislim, da je res Golte so vzorno urejene. Prepričan sem, da kljub vsemu vendarle Golte ne bodo umrle, ampak da bo zadeva šla naprej, da se bo odvijala s temi lastniki ali mogoče z drugimi lastniki. Vem, da je veliko postorjenega na Golteh, da se trudijo, včasih pač kaj ne gre. In res velika škoda bi bila, da na Golteh ne bi zadeva se peljala naprej. Nenazadnje mi smo v ta projekt ogromno vložili. Cestno povezavo, takrat smo šli v tiste delnice na kup, nenazadnje odpovedali smo se vsemu komunalnemu prispevku, naj bo to pri hotelu, naj bo dependanse, samo nekako s tem namenom, da bi vendarle Golte živele. Kajti s tem, ko Golte živijo tudi kar nekaj ljudi, ki so vezani, tudi naših občanov, ki so vezani na Golte, nekako od tega tudi živijo. Omenjali ste že prej torej to uspešno dokončano investicijo Ločkega jezu, protipoplavna varnost je zdaj zagotovljena v Mozirju. Ja, zdaj zadeva je delana na 100-letne vode ali 500-letne vode. Malega preizkusa je bilo zdaj v jesenskem času, ko so bile vode malo večje, res pa, da ni bilo takih velikih ekstremov. Ampak kakor izgleda, da bo zadeva res, da je dobro speljana. Nenazadnje projekt je delal gospod Fazarinski, pa je v teh zadevah res nekako usposobljen. Pa tudi na drugih vodotokih se je pravzaprav kar veliko naredilo. Naj bo to Trnava, naj bo to Mozirnica, Ljubija.
zdaj še v zadnjem času. Drugo pa je, če pride do kakega ekstremnega naliva ali kaj podobnega, potem pa, če so ti vodotoki premajhni, so pa poplave in nesreče. Pa tudi takole lepo izgleda zdaj ta Ločki jesen. Ja, kar lepo nekako tudi v poletnem času se kar veliko mladine namakalo tukaj, zlasti pri jezu, in zdaj v zadnjem času vidim, da tudi s temi kanuji plujejo po Savinji. Nazadnje tisti del je kar lepo urejen, se pravi tukaj je jez, potem so ta športna igrišča, nogometne igrišče, tukaj je otroško igrišče, Mozirski gaj je. Jaz računam, da bo tudi ta restauracija Gaj, ki je bila lastnica Kmetijska zadruga Mozirje, da bo tudi to nekdo vendarle odkupil, in pa da bo tudi v tem objektu tista ponudba, kot je nekdaj že bila. In ko ste prav omenili to Kmetijsko zadrugo Mozirje, to pa je ena taka žalostna zgodba, ne, da Mozirje v tem trenutku kot vendarle kraj, ki je vezan in na kmetijstvo, nima ene zadruge, kamor bi vaši... Ja, žal je tako, pač na to območje prišla Šaleška zadruga, ki dobro deluje, ima trgovski center v Nazareh, pa zdaj se je tudi v Lučah. No, tukaj je bila ta trgovski center Kmetijske zadruge v Mozirju, pa se nam obeta, da bo trgovski center Špar, nekako je v načrtu, da bodo to zadevo podrli ali prestavili, kakorkoli že, v prihodnjem letu pa naj bi bil nov trgovski center Špar. Zdaj, a potrebujemo nove trgovine ali ne, verjetno ne, ampak tukaj praktično občina pri tem nima nič. Mi imamo zdaj že kar dobro ponudbo, ampak če bo kdo še prišel, bo pač prišel. Ena izmed investicij je bila tudi čistilna naprava. Tudi ta je bila takšna, da je bilo pravzaprav potrebno dokončati. No, čistilna naprava, to se je po 70 letih, tisto obdobje je bila zgrajena, v tistem času je bila sodobna, ampak v tem času zadeva je nekako bila dotrajana, poleg tega pa se je vsako leto toliko in toliko priključilo novih priključkov, novih kanalizacij na ta sistem. Čistilna naprava pokriva tako občino Mozirje, kako tudi Nazarje in pa Rečico. In takrat je bila projektirana za 4000 enot, zdaj pa je projektirana za 6000 enot. Mi smo s to čistilno napravo že parkrat tudi kandidirali na evropska sredstva. Žal zadeva ni šla naprej, ampak to je projekt, ki je bil nujen. Namreč res tam, če smo ogledovali, kako se iz te kanalizacije na nek način tudi zliva potem neočiščena voda v Savinjo, in se pravi, nujno potrebno je bilo pristopiti k temu projektu. Projekt je bil končan, izbrana je bila firma preko javnega razpisa Ezoteh in sedaj se nekako izvaja. Gradbena dela so več ali manj končana, začenjajo tudi s tehnično opremo, ki jo montirajo prav v tem času, in nekako tja do pomladnih mesecev, februarju, naj bi bila zadeva končana. Sledilo bo poskusno obratovanje, pa nekako 6 mesecev približno, tehnični pregled in pa potem naj bi obratovala čistilna naprava tako, kot se gre. Če bo se uresničilo vse tisto, kar je v projektu, kar je tudi obljubljeno, potem bo res reka Savinja veliko, veliko čistejša. In kolikor vem, tudi občine v Zgornji Savinjski dolini, saj za Ljubno in pa za Luče, če se ne motim, bodo prav tako šle v sanacijo njihovih čistilnih naprav, tako da bo Savinja čistejša, še bolj zanimiva, naj bo to za šport, naj bo to za ribiče, za kopanje in tako dalje. Projekt je pa kar drag, skupaj bomo morali nekako nabrskati okrog 1 milijon evrov, ampak to je pač zadeva, ki je nujno potrebna.
Bodo tukaj soudeležene tudi občine, kot ste omenili, ki bodo priključene, in Rečica in Nazarje? Finančno imamo razdelilnik, smo pa kandidirali tudi na državna sredstva, to je tako imenovani 23. člen, namreč občine dobimo 5% nekih sredstev za različne projekte, 5% primerne porabe in seveda to bomo namenili prav za to sanacijo čistilne naprave, tako vsaj občina Mozirje, pa tudi občina Rečica za leto 2016 in za leto 2017. Koliko se potem recimo povišajo določeni prispevki, ki so jih dolžni plačati občanke in občani, ko je zgrajena ena taka čistilna naprava in predvsem kako na te stvari reagirajo? Ja, verjetno bodo ti prispevki se spremenili. Ne bi pa zdajle vedel, za koliko bo sprememba. Gotovo bo potrebna tista tako imenovana tudi subvencija, ko nekako občina subvencionira. Sicer bi bili kar malo večji, ampak tudi ne toliko večji na položnicah pri odvajanju teh odpadnih voda. Drugače pa imate recimo tudi, kar se ostalega čiščenja, bova tako rekla, odvoz smeti, imate te stvari vzorno urejene, ločujete? Ja, mi smo v lanskem letu dobili še dodatne te kante, rumene, in kolikor slišim, se skoraj da vzorno ločujejo ti odpadki, tako da bo se prav v tem času, ko imamo še zadnjo sejo občinskega sveta, naj bi se zadeve celo na položnicah malo znižale. In to prav zaradi tega skoraj da vzornega ločevanja odpadkov teh smeti. Imamo pa tam pri čistilni napravi občina Rečica in pa Mozirje. Imamo tak center urejen, kjer se zbirajo ti odpadki, tako da občani omenjenih občin nimamo nobenih problemov za večje te kosovne odpadke, da jih pripeljemo do komunale in potem gre to naprej. Prej pa smo imeli tiste akcije, enkratne v letu, sedaj pa lahko kadarkoli, in zdi se mi zelo pomembno to, da kakih zlasti črnih odlagališč, mislim, da skoraj da ne vem, da bi bilo v naši občini kje, mogoče je kaj manjšega, tudi preko tistih čistilnih akcij, ki jih imamo vsako leto, to je nekako v predvelikonočnem času, tako da si upam trditi, da je naša občina glede tega kar lepa, čista, urejena. Trudimo se, včasih nam to bolj grata, včasih mogoče malo manj. Mislim, da ste si občanke in občani, pa tudi vi, kar želeli to krožišče pri avtobusni postaji, da ste ga načrtovali, da ste prepričani, vi verjetno še vedno, da je potrebno. Rekli pa ste, da nekateri ne mislijo tako. Ja, zdaj prepričani smo najbrž, da kar vsi, da je ta projekt nujno potreben, glede varnosti in pretočnosti. Tukaj je bilo že kar nekaj nesreč. Je pa res, da prometa je čedalje več. In mi smo ta projekt pravzaprav pripravili že tam v letu 2009-2010, ampak vemo, kako je bilo s temi državnimi proračuni, vse nekako se je odlašalo. No, vendarle v letu 2016 in 2017 naj bi ta zadeva stekla. No, ampak malo se je upočasnilo pri pridobivanju zemljišč. Zdaj eno je obljubiti, drugo je potem narediti, pa seveda državni cenilci rečejo tako in nič drugače. In tukaj je bilo potrebno, mogoče je bilo v začetku malo nerodnosti, ker ni bilo enega pravega dogovora med Direkcijo za cesto in pa med občino, ker sem prepričan, da bi bilo lažje občina speljala odkupe vseh teh zemljišč, kakor pa Direkcija za ceste, kjer je bilo malo preveč uradniško. No, kakorkoli, smo potem mi prevzeli občina to iniciativo, tako da je zadeva zdaj čista, pogodbe so vse pripravljene, tudi podpisane, imamo vsa soglasja in izbran je izvajalec, to je VOC Celje.
takoj po novem letu se bo zadeva začela odvijati. Še vedno nekako velja, da bi do 31. maja krožišče moralo biti končano. Je pa krožišče kar, to je veliki projekt, 5 krakov krožišče. Dela bo kar precej, prepričan pa sem, da bo tako izvajalec, pa nekako tudi s skupnimi močmi, vendarle tjale do, oziroma občinski praznik je 24. aprila, ampak tja do konca maja, sredi maja ali pa recimo tega do poletne sezone, da bo to krožišče končano. Poleg prometne varnosti, kaj bo prineslo? Večjo pretočnost, vemo, da je tam v bližini na eni strani avtobusna postaja, na drugi je Mozirski gaj, ki je vendarle prepoznavna točka Mozirja. Tako je. Glede varnosti sigurno, tukaj je prehod za pešce, je pa pravzaprav to veliko križišče in seveda promet se odvija, kakor se odvija, varnost je na prvem mestu, potem pa pretočnost. Seveda tukaj je zlasti odcep proti Lokam in po Mozirskemu gaju, zlasti v času, ko je razstava, je takrat kar nekako malo večja gneča in prav ta projekt bo to nekako vse skupaj razbremenil. Koliko pa bo zdaj gneče v Mozirskem gaju? Vemo, da ste mu dali kar eno tako lepo praznično podobo v teh dneh. Ja, tu sem pa zelo vesel tega novega projekta. Vesel sem, da so iz Čazme, iz Hrvaške, ena družina pravzaprav, kjer so na Hrvaškem začeli to božično bajko, jo prinesli tudi na naša tla, v Mozirski gaj. Namreč tem, ki so pripravljali na Hrvaškem, je bil Mozirski gaj tako všeč, da so rekli, tukaj pa je možno pripraviti res nekaj čudovitega v božičnem času. In pred dobrim tednom je bila otvoritev, skoraj da bi lahko rekel, tega čarobnega dogodka v Mozirskem gaju. Ko se v tem času sprehajaš ob tistih tolikih lučkah različnih barv, nekako sredi gaja se ti zdi, da si skoraj da v vesolju. Res je lepo. In v tem času, zlasti za vikend, so vsa parkirišča polna, so pa večina obiskih družin in otrok, ki res, pa tudi odrasli, tudi odrasli imamo včasih kar radi, čekaj lepo kičastega. Pa recimo, je to takšna priložnost, da lahko ponese ime Mozirja tudi malo širše, da je to recimo ena turistična zanimivost, ki bi ali bo ostala? Verjetno ja, ker v Sloveniji tega še ni. Kot vem, sem bil poleg, ja. Načrti so taki, letos je tam 500 000 lučk in vsako leto naj bi vsaj 500 000 nekako dodajali. In tudi sedaj je približno pol Mozirskega gaja je v teh lučkah, ampak tukaj je še in še možnosti. Je pa prijetno nekako za oči, prijetno tudi za eno tako druženje, zlasti, če gre mogoče cela družina, si ogledati te lučke. Prepričan sem, da bo v tem času, to je do 3 kraljev po novem letu, kar veliko obiskovalcev si ogledalo ta Mozirski gaj. Pa si je potem možno privoščiti tudi kje, da si malo ogrejemo premrle roke ali pa da kje posedite. Je možno, prej sem že omenil restauracijo gaj, jaz sem prepričan, da prej slej bo nekdo odkupil, pa da bo to zaživelo. Sicer pa so gostinski lokali odprti in kjer si lahko človek tudi kaj privošči, naj bo to pri Ribiču, pri Vidu, Prpeku, hotelu Benda. Možnosti so, ali pa tudi Guns N' Roses ob vhodu v Mozirski gaj. Je recimo ta turistična ponudba Mozirja po vaše dovolj prepoznavna, dovolj pestra za obiskovalca, ki prihaja? Vendarle Mozirje je ena takšna izhodiščna točka, kjer bi turizem lahko bolj utripal. Mozirje je točka, kjer bi lahko, Mozirje pa tudi
kraji v Zgornji Savinjski dolini bi lahko veliko več izkoristili prav na področju turizma. Žal zadeve gredo naprej, ampak počasi. Tudi v turizmu je nekako tisto, da bi obogatel čez noč, to je nemogoče. Mogoče ob obali ali kjer je še bolj nekako atraktivno. Je pa v Mozirju v zadnjem času kar nekaj teh novih apartmajev, dependans in tako dalje, ki so vezani in na Mozirski gaj, in na Golte, in pa nekako tudi na celo dolino. Res pa je, da je v Mozirju največ teh enodnevnih izletnikov, ki so organizirani, recimo obisk tako Mozirskega gaja ali Golt in pa potem celotne Zgornje Savinjske doline, kjer pa je v enem dnevu res mogoče kaj videti. Seveda pa je nekako cilj, da bi turiste zadržali dalj časa, ne samo v naši občini, ampak nekako v celotni Zgornji Savinjski dolini. Zato pa bi bilo potrebno še več dogovorov, več sodelovanja, nekaj ga je, pa prepričan sem, da v prihodnje možnosti so, da bo o Zgornji Savinjski dolini, pa tudi o naši občini še več nekako govora prav v smeri turizma. Imate mogoče podatek, koliko ljudi pa služi, ima kruh od turizma v vaši občini? Tega podatka nimam, jih je pa kar nekaj, pa če gledam za celo dolino, je vendar kar nekaj ljudi, ki se ukvarja s tem, pa na nek način tudi živijo s tem. Sicer pa v naši dolini, hvala Bogu, da imamo ta BSH, pa KLS in tako dalje, teh firm, tako da ta brezposelnost v Zgornji Savinjski dolini je nekako pod povprečjem. Res pa je, da ta brezposelnost pa vendarle še obstaja. Tudi v Mozirju ste pod povprečjem slovenskim? Tako je. In kaj je tisto, omenili ste seveda BSH, verjetno Mozirjani so nekako navezani po eni strani na Zgornjo Savinjsko, po drugi pa verjetno tudi Celje, Velenje. Tako je. Je pa posledica tega, da je to pred leti, recimo so modri možje rekli, da bi Zgornjo Savinjsko nekako tako razdelili, da naj bodo obrtne cone Nazarje, pa Ljubno, upravni center naj bo Mozirje, okrog in krog kmetijstvo, pa tudi nekaj turizma. In pa posledica tega je nekako tudi sedaj, da v Mozirju kakšne industrije ni, nekaj manjših obratov, teh trgovin in tako dalje. Sicer pa Mozir je res nekako bolj upravni, trgovski center, pa tudi na nek način spalno naselje. Je prednost, da ni kakih večjih industrijskih objektov. Kaj se dogaja s tem prostorom, kjer je bil včasih nekako, kjer so šivali tudi, kjer je bil El Kroj, recimo, en del? Kjer je El Kroj, če se ne motim, več ali manj odkupila firma Pfeiffer, avtoprevozništvo, ki pa se ukvarja tudi z drugimi stvarmi. Firmi gre verjetno kar dobro, tako da prav v teh prostorih so trgovine, lokali in tako dalje. Tako da to potrjuje, kar pravite, a ne, trgovski center Mozirje. Omenili ste upravni center, a ne, in pred 10 leti ste se lotili enega takega zelo zanimivega projekta, ki je bil pravzaprav, lahko rečeva, kar malo unikaten v Sloveniji, vaša upravna enota, kjer so združene pravzaprav na enem mestu vse službe, od občine do upravne enote, pa zdaj slišimo, da naj bi se te zadeve malo spet razdvojile. Ja, v letu 2006 je prišlo do uresničitve te ideje upravnega centra in ti centri naj bi bili širom Slovenije. Takrat je nekako so bila še ta finančna sredstva, je pa skoraj da vzorčen primer tukaj v Mozirju, upravni center, kjer so združene vse te službe, naj bo to upravna enota, potem je sociala, zavod za delo, geodetska, nekaj odvetnikov in tako dalje, in seveda tudi občina. Žal pa
določene stvari nekako gredo tudi iz Mozirja ven, recimo davčna, kolikor vem, je samo še v ponedeljkih in sredah. Tudi sociale so nekaj obetali, da bi se krčilo, ampak zaenkrat je še, kakorkoli že, upravni center ima tisto vlogo in je pozitivna, ker na enem mestu praktično lahko postorim pravzaprav vse, kar je v zvezi z različno dokumentacijo. Mi smo obhajali 10-letnico, ker smo nekako tudi te spomine obujali, kako je pravzaprav vse to gratalo tukaj v Podrožniku. Nekako se je začelo s trgovskim centrom Tuš, potem ta upravni center, zdaj imamo tudi stanovanja tukaj v tem Podrožniku. Preko celega leta smo lahko opazovali, kako je rastel blok. Jaz sem vesel, da je firma Graditelj iz Kamnika nekako stopila na to področje, kjer imajo pa v načrtu, da bi zdaj en blok končan, da bi vsaj 2 še dogradili, pa kolikor vem, se dogovarjajo še tudi za nadaljnjo gradnjo. Tako da Podrožnik, upravni center, trgovski center, hkrati pa bo tudi kar nekaj na razpolago stanovanj. In ta večstanovanjski objekt, kolikor morda na začetku ni izgledalo, je zelo lepo umeščen v ta Podrožnik, kot pravite, in z barvo in sam estetsko lepo. In tak vhod v Mozir je lepo. Kar je ni nekako kričeča zadeva, nekako paše v tisti prostor, in ko bo dograjena še poleg 2, sedaj so prav v tem času so začeli z gradnjo drugega, v načrtu je tako, da bi ob koncu leta 2017 bil še drugi blok in pa v letu 2018 še tretji, tako da bi bilo teh stanovanj pravzaprav v Mozirju kar veliko. Kolikor vem, pa se dogovarjajo tudi za prostor, to je na zahodnem delu Podrožnika, kjer naj bi tudi graditelj imel velik interes, da bi gradil nova stanovanja. To pomeni, je interes, gotovo imate podatek, občina najbrž tukaj kaj veliko zraven nima, ampak vendarle podatek pa imate, je interes za nova stanovanja? Mislim, da je kar velik interes in tudi v tem stanovanjskem bloku, mislim, da večina je stanovanj že prodanih. Bilo je kar veliko zanimanja, bil je dan odprtih urad in pred dnevi sem bil tudi v Kamniku pri direktorju, ki se je kar pohvalil, da kar dobro gre. Pa imate podatek, od kod recimo bodo zdaj prišli ti novi stanovalci, so to domačini, prihajajo ljudje od drugod? Recimo v poletnem času je bila ena poroka v upravnem centru in družina, ki se je preselila iz Ljubljane v Celje, starejši, gospod in gospa, sta rekla, da bo ta prav gotovo v Celju prodala stanovanje in prideta v Mozirje. Bilo jim je dobesedno všeč. Vem, da nekaj jih je od drugod, nekaj pa tudi domačinov, ki so čakali prav na to priložnost, da bodo dobili na ta način stanovanje. In potem bodo tukaj tudi verjetno mlade družine. Kako je pri vas poskrbljeno za tiste najmlajše, torej vrtčevske pa osnovnošolce? Pri nas je demografija pozitivna. Smo pa v zadnjih letih kar veliko postorili tako na področju vrtca. Dodali smo 3 enote, tako da kakšne velike gneče ni, je pa nekako popolnjeno tudi s tem, da iz sosednjih občin nekako prihajajo v naš vrtec. Potem tudi pri šoli smo dodali 2 ali 3 razrede, pa kabinet, pa športna dvorana. Če bo potreba zaradi tega, ker bo več otrok, bo pa se pristopilo k temu, da se bo dodal ali kakšna enota pri vrtcu ali kak razred, kakorkoli že se, to je na nek način dobro za občino. Kaj pa to pomeni potem finančno, recimo za občino? Verjetno se da znotraj teh obstoječih stavb enot kaj dodati še vedno, ne? Tako je, in če bodo te potrebe, to je
pravzaprav nujno in če je nujno, se to potem tudi postori in pa najdejo sredstva za to ali direktno iz proračuna, mogoče pa še z državnega, kakorkoli že. Ste naklonjeni mladim družinam v občini Mozirje? Ja, seveda smo, mi financiramo vsakega novorojenčka. Lani se mi zdi, da smo dvignili malo to ceno, v prihodnje bomo, če bodo boljši časi, bomo to še dvigovali. Je pa kar nekaj teh mladih družin, včasih se mi zdi, da sem v Mozirju vse ljudi poznal, zdaj pa je kar veliko zlasti teh otrok, pa tudi mlajših družin, ki jih videvam, pa da so naši občani, ampak tako, da bi pa bolj poznal, pa ne. Koliko se kot župan morate udejstvovati na različnih dogodkih, prireditvah? Koliko recimo ljudje to od vas želijo, pričakujejo po eni strani in koliko je tisto nujno, kar morate? Ja, nekako v vseh teh letih, ko sem župan, nekako sem spoznal, kje je prav, da je župan, pa tudi kje je prav, da ga ni. Včasih pridejo s kako prošnjo, pa tudi rečejo, saj ni treba, da pridete zraven, sam denar zrihtajte. No, ampak so pa dogodki, seveda, ko je nekako župan tudi dobrodošel, pa njegova beseda in kolikor se le da, se tega tudi udeležujem. Prej sva že omenjala oziroma ste že rekli, a ne, zadnja seja, proračun nekako tudi bo verjetno še vedno malo investicijsko naravnan ali ne, ali bo zmanjkalo sredstev? No, sredstev glih zmanjkalo ne bo. Zdaj mi imamo zadnjo sejo 20. decembra, imeli bomo na Golteh, v hotelu, nekako naj bo tudi ta naš prispevek, da se vendarle zavedamo, kako so Golte pomembne. V tem proračunu sem že prej omenil, da bomo poplačali to Leponivsko cesto. V proračunu so sredstva za novo krožišče, hkrati pa nekako tudi odpiramo nov projekt, to je obnova Praprotnikove ulice in pa parkirišč. Mi bomo nekako to reševali dvofazno. V prvi fazi bi se uredilo območje sedanje komunale, kjer bi šlo za prestavitev ceste in nova parkirišča in tudi parkirišča na Praprotnikovi ulici za bloki na južno stran. Prva faza, druga faza pa nekako bi šla, to bi mogoče že letos nekaj realizirali, nekaj v prihodnjem letu. Druga faza pa obnova prav Praprotnikove ulice, ki pa bo verjetno počakala še kako leto. Imamo pa veliki načrt za leto 2018, namreč takrat v Mozirju obhajamo 700 let trških pravic in želimo, da bi v tistem času prišlo do realizacije kar velikega projekta, to je pa selitev Mozirske knjižnice iz kulturnega doma v prostore Mercatorja, to je srednji in pa zgornji del. Imamo nekako razgovore usmerjene v to, da se bo tudi uresničilo, gre za odkup in pa seveda potem ureditev teh prostorov, zato pa bodo potrebna tudi nova parkirišča. Dogovori gredo v to smer, da sem prepričan, da bomo to tudi speljali. In to v letu 2018. Na področju, kjer je zdaj knjižnica, pa bomo uredili lepe prostore za godbo Zgornje Savinjske doline, ki je sedaj v prostorih kulturnega doma, v zgornjem delu na podstrešju, pa niso najbolj zadovoljni, tudi sam se zavedam, da je velika stiska. No, v ta prostor, kjer je zdaj knjižnica, pa bo potem se preselil tudi muzej Mozirje in Mozirjani, ki pa sedaj domuje v Kaplaniji. Videčnikova zbirka, ki je tudi v Kaplaniji, pa se bo potem preselila v nove prostore knjižnice. Tako da sem prepričan, da bomo te leta, ki so pred nami, tako 17 in 18, maksimalno postorili, da bi tudi obletnica bila nekako zaznamovana s temi novimi pridobitvami praktično za vse občane. Da si pa res želite novo knjižnico,
to pa vemo že dolgo, a ne? Tako je, sicer je knjižnica pokriva celotno Zgornjo Savinjsko dolino, ampak finančno pa bo verjetno padlo samo na našo občino. Prav tukaj bomo verjetno tudi poskusili še s kakim kreditom, tako da ne bi preveč dihali na škrge. Kaj pa galerija ostaja? Galerija ostane v prostorih, kjer je, ni najbolj vzoren prostor, pa vendarle je prostor, ki se je prijel, kjer se dogaja kar veliko dogodkov preko celega leta. Naj bo to različne razstave, naj bo to beseda, naj bo to petje, karkoli že, kar nekaj teh srečanj ali pa revija, kakorkoli že imenujemo, se odvija v tem prostoru. Mogoče čisto asociacija, v studio ste prinesli eno zelo lepo umetniško delo, ki je nastalo v času extempora. Zdi se mi zanimivo prav iz vidika, da kaže trg, ki ste ga pred časom lepo uredili, bolje pretočen, tudi mogoče bolj prijazen za obiskovalce, za same prebivalce. Po eni strani, po drugi strani so pa ta vaša extempora, ta srečanja slikarjev pa kar z dolgoletno tradicijo. Tako je, tukaj se angažira kulturno društvo Jurij. Nekako pobudnik tega, pa tudi vodja je Jurij Repenšek, ki je tudi predsednik tega društva. In zdi se mi, da je že v 21. to imenitno srečanje v Mozirju, extempori Mozirski gaj, kjer se v jesenskih mesecih dobivajo umetniki po več dni, skupaj ustvarjajo, se dobivajo, da debatirajo, in potem razstava je tam nekako v novembru vsako leto, kjer je kar lep obisk, in pa potem si lahko ogledamo razstavo teh umetnin. Gotovo je to pridobitev za duhovno rast občanov, kdor pač želi se tega nekako udeležiti. Omenili ste kulturno društvo. Povejte nam, koliko proračunskih sredstev pa namenja občina Mozirje delovanju društev? Najbrž imate kar pestro to društveno življenje. Procentualno ne bi vedel. Ni društva, katerega ne bi sofinanciralo njihovo dejavnost občina. In imamo društva, ki odlično delajo, recimo že to društvo Jurij, kulturno društvo, potem imamo športna društva, ki so zelo aktivna, imamo društvo sadjarjev, ki pokrivajo celotno Zgornjo Savinjsko dolino. Letos so imeli tudi vsako drugo leto je razstavo tega sadja in pa teh pridelkov. Tudi v letošnjem letu je bila ta razstava, zelo aktivni so. Potem imamo čebelarsko družino, pa ta kulturna društva, športno in tako dalje, planinsko. Je pa veliko odvisno od ljudi, ki vodijo ta društva. Seveda sredstev, če bi bilo več, bi bilo še bolje. Ampak potrebno je nekako modro razdeliti. Poskušamo pa tako, da preko razpisov dobi pač društvo, kolikor dobi. Če pa še kakšen pomemben dogodek, naj bo to obletnica, naj bo kako srečanje in tako dalje, pa nekako poskrbimo, da še dobijo kakšna dodatna sredstva tudi iz proračuna. Recimo, prej sem pozabil omeniti pravzaprav društvo upokojencev. Prav v tem času je teden upokojencev in prav ti so res aktivni so. Veliko poskrbijo, da ti ljudje v pokoju, če se nekako vključijo v to društveno življenje, pravzaprav zelo aktivno lahko še naprej živijo preko različnih srečanj. Recimo je znotraj tega društva so te, ki skrbijo za domače za zdravilne rastline, potem vem, da se ukvarjajo s tem pikadom in tako dalje, igranjem šaha. Če se vključijo, je gotovo to za njih velika poživitev. Kako pa sicer v občini skrbite za starostnike, verjetno tudi s kakšnimi posebnimi programi? Zdaj starostniki imajo
sami znotraj tega društva, starejši za starejše, ki so zelo aktivni z obiskom teh starejših, nekako skrbijo tudi za to, da so kolikor toliko gmotno poskrbljeni. V primeru, da kaj škriplje, nekako tudi priporočajo. Mi imamo namreč v občinskem proračunu enkratno letno socialno pomoč in pač vsako leto se razdeli kar nekaj teh sredstev, tudi nekako tem starejšim, ki so mogoče v kaki stiski. So pa ti starejši nekako vključeni v to življenje, ki ga živimo v naši občini. Kakšnih prevelikih stisk starostniki nimate? Verjetno ne prevelikih, ne, namreč tukaj so aktivni vsa ta društva, ki pokrivajo recimo upokojenci, diabetiki, invalidi, potem pa imamo še Rdeči križ, potem Karitas. Vsi ti so nekako kar aktivni, tako da včasih recimo Karitas in tudi Rdeči križ sprašujejo, če imamo mi kakšne podatke, da bi vendarle, če vemo za kako stisko, da bi pomagali. In kolikor je le mogoče, se tudi v različnih križih in težavah, recimo ko so bile te poplave ali kaj podobnega, nesreče, znamo stopiti skupaj, no. Gotovo pa je med zelo aktivnimi društvi tudi prostovoljno gasilsko društvo, torej gasilci, ki skorajda v vsakem kraju so nepogrešljivi, to je ena stvar, dajejo pa tudi en svoj vrstni utrip, a ne? Tako je, no. Prostovoljno gasilsko društvo res vzorno deluje. Zlasti bi pohvalil tudi to njihovo skrb. Če katero društvo, potem so ti nekako res vzorno skrbijo za podmladek. Teh mladih nekako jih navdušijo, da se zbirajo, da vadijo in tako dalje in tako dalje. Res pa je, da tudi ta občinska sredstva finančna, kar nekaj jih usmerimo tudi v to, da je naše gasilsko društvo, imamo eno, ki je kar močno, tudi dobro opremljeno. Prav v tem času je nekako v obdelavi novo vozilo, katerega bo prevzem ob občinskem prazniku prihodnje leto, to je 24. aprila, tako da bodo še nekako bolj opremljeni. Kot sem že prej omenil, je pa res veliko teh ljudi, ki vodijo, ki znajo, ki imajo pristop in pri gasilcih je to gotovo, so prepoznavni v naši občini, pa tudi nekako, saj vemo, ta gasilska društva širom Slovenije so res nekako na vrhu. Gospod župan, običajno prebivalke, prebivalci, občanke, občani, pa tudi sami župani potarnajo, da je skrb za cestno infrastrukturo tista, ki povzroča po eni strani lahko največ zadovoljstva, če je to urejeno, po drugi strani pa največ slabe volje. Kako je s tem v občini Mozirje, če vemo, da sta vendarle malo raztreseni, da so dostopi do različnih individualnih hiš pa vendarle težki? Ja, res je, zdaj tista velika črna pika ali pa točka je bila ta Leponivska cesta. Gre vendarle za 4 kilometre, dobre 4 kilometre. Sicer pa vsako leto namenimo vsaj nekaj sredstev za novogradnjo oziroma posodobitev, da pridejo občani do tega asfalta. Je pa vsako leto še nekaj dodatnih prošenj in tisto, kar je bilo pred leti nekako je bila vzorna cesta, je zdaj že nekako ponovno potrebna sanacije in tako kot v vseh občinah je podobno tudi pri nas. Smo pa v zadnjem času nekako rešili načrtno v to, da saj tiste glavne te smernice nekako posodobimo. Mislim, da še 2-3 take velike rukerji so potrebni, kot je bilo letos ta Leponivska cesta in potem bi bilo kolikor toliko to urejeno. Je pa do posameznih kmetij, saj do nekaterih bi bilo seveda lepo, če bi se še nekako speljala ta asfaltna cesta, kjer bi bilo
res velika pridobitev za te, ki so malo mogoče oddaljeni. Sredstev pa žal vedno primanjkuje, če pa nekako na državi oziroma omeniš za te ceste, pa bolj ne radi slišijo, da občine kar ceste gradijo, drugo pa ne. Sicer pa ste zadovoljni tudi z občinskimi cestami, recimo zdajle prihaja zima, ko bo potrebno Mi imamo pač komunala s svojimi kooperanti, to je s kmeti v okolici, da bo to Šmihel, Radegunda, Ljubija, Lepa Njiva, pa tudi Dobrovlje, nekako pokriva to vzdrževanje zimske službe. Pa to si skoraj upam trditi, da so ceste v zimskem času dobro prevozne. Mi poskrbimo tudi za to, da je vsak dan cesta odprta na Golte, čeprav nas pravzaprav to kar veliko stane. Vemo, da cesta ali pa v zimskem času, kar je nad 1000 metrov, so posebne razmere, ampak vendarle, če želimo, da je na Golteh živahno, potem je potrebno tudi to. Sicer pa samo vzdrževanje cest, nekaj komunala, nekaj preko razpisov, delamo, kolikor je pač možno. Mogoče še eno vprašanje. Šolstva sva se sicer že dotaknila, ampak vem, da ste imeli tudi 2 precej aktivni podružnični osnovni šoli. Še delujeta, si še prizadevate, da bi bila? Deluje žal samo še v Šmihelu in Šmihelu sem prepričan, da bo tudi delovala. Žal na Lepi Njivi pa res je bilo zdajle eno obdobje, da je bilo malo manj otrok, ampak zanimivo, da tudi te mlade družine raje pošiljajo otroke v Mozirje, kakor pa na Lepo Njivo v podružnično šolo. Čeprav smo mi to šolo nekako obnovili, bila je energetska sanacija, nova streha, žal se nekako ta šola, podružnična šola z prihodnjim letom verjetno bo zaprla. Mi iščemo, kaj bi umestili v ta prostor. Drugo stanje pa je v Šmihelu, kjer je bolj strnjeno naselje in so še toliko bolj vezani in na to šolo, in na cerkev, pokopališče, pa tudi gostilna, ki je v središču. Tako da v Šmihelu bo gotovo ostala ta šola, na Lepi Njivi pa na nek način jo domačini sami zapirajo. Čeprav se to malo sliši čudno, ampak je tako. Leto se izteka, kaj posebnega pripravljate v tem decembrskem času v Mozirju? Ja, v tem času se bo še kar nekaj odvijalo, prav prej sem že omenil, upokojenci organizirajo kar nekaj večerov in takih prijetnih druženj, kolikor vem, bo tudi mešani pevski zbor upokojencev invalidov, ima 50-letnico, imel bo en tak izvrsten koncert, potem pa še različne ta božični in novoletni bazar, ali kako se že imenuje, organizira Društvo prijateljev mladine, tudi Božiček bo hodil okrog, Miklavž je že. No, samo silvestrovanje pa bo organiziralo prostovoljno gasilsko društvo Mozirje, kjer bo tudi živa muzika in prepričan sem, ker imajo gasilci roke zraven, bo to tudi uspelo. No, v vsem tem času pa sem prepričan, da bo tudi v mozirskem gaju kar živahno in veselo. Hvala lepa, naj bo res tako in želimo vam in vašim prebivalkam, prebivalcem dobro in uspešno leto, vam pa hvala lepa za obisk v studiu. Tudi hvala vam in pa seveda vsem lepe, iskrene želje. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala lepa za pozornost in nasvidenje.